Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moje ime je Zinka Kosec in bom tudi danes z vami predstavila par pogledov, ki jih imam na to temo, ki je res, se mi zdi letos izjemno pomembna. Zelo smo se soočali z vprašanji okrog tega. Jaz se bom danes osredotočila na to, kaj vidim, da lahko naredimo za zaposlene v delovnih okoljih, da bom to lažje naredila, tudi da mi boste vi lažje sledili, pa bom z vami kar podelila svoj zaslon. Torej, naslov mojega predavanja danes je pomen korporativnega wellnessa za duševni mir zaposlenih. Torej, gremo pogledati, kaj se dogaja v delovnih okoljih. Mogoče zdaj najprej, da razložim naziv oziroma ime korporativni wellness, kaj dejansko to pomeni. Pomeni, da skrbimo za dobro počutje zaposlenih v njihovem delovnem okolju. In letos je bila že ena zelo posebna okoliščina, da je bilo delovno okolje zelo spremenljivo. Tako kot so bili nekateri doma, so bili drugi v delovnih okoljih, torej v delovnih organizacijah. In predvsem najpogosteje pa bilo to, da so se ta delovna okolja iz dneva v dan menjavala, torej danes si v službi, jutri si doma in podobno, in je bilo za mnoge to kar velik izziv. Če boste želeli kaj več o korporativnem wellnessu, vam zelo svetujem, da pogledate angleške izraze in pogledate zadetke, ki jih imajo, torej korporativni wellness, corporate wellness, employee wellness in pa workplace wellness. To so navadno zadetki, ki dajo največ vsebine, ki je kvalitetna. V Sloveniji žal nas je malo manj posameznikov, ki se s tem ukvarjamo, tako da zelo veliko vsebine zaenkrat ni. Če zraven tem dvem besedama dodate še program, dobite še širšo vsebino. Tukaj pa dejansko navadno imamo neko organizacijo, ki načrtno in vsebinsko sledi tem načelom skrbi za dobro počutje in je bolj obsežnejša, navadno traja tudi daljše obdobje. Lep primer tega je recimo NLB pri nas, ki ima recimo svoj korporativni wellness program, imenovan Zdrava banka, in so v tem izjemno uspešni. Ko pa govorimo, da posameznik skrbi za svoje dobro počutje, pa ne govorimo o korporativnem wellnessu, četudi je ta posameznik zaposlen in nekje dela, ampak takrat govorimo o tako imenovanem well-being managementu ali self-managementu. Torej, ko jaz sama zase skrbim. Če pa zame skrbi organizacije, je to korporativni wellness. Jaz zelo rada tudi poudarim to, da wellness ni prostor, wellness je občutek, ker zelo pogosto slišim kakšne komentarje v smislu: Zinka, ampak a veš, wellness pa res ne sodi na delovno mesto, tukaj treba delati, tukaj treba biti zbran, tukaj treba biti fokusiran in profesionalen. Jaz popolnoma se s tem strinjam, vse to je potrebno, vendar tudi to lahko zadaj ima v človeku neka ali pozitivno občutja, ki jih lahko imenujemo tudi wellness občutja, ali pa ima neko stisko, neko agonijo včasih, če pride do situacije, ko jaz nekaj ne zmorem ali pa me je strah, kot je to se zelo intenzivno dogajalo v našem zadnjem letu. Torej, gremo v smer, da jaz krepim občutja, ki so pozitivna. Zakaj? Bomo videli v naslednjem slajdu, ki recimo zelo lepo prikazuje to, da človek, ki se na delovnem mestu dobro počuti, je produktivnejši, je učinkovitejši, je pripaden organizaciji, on bo ostal tam. Zakaj bi jaz kam šla, če se jaz dobro počutim? Torej, imamo fluktuacijo avtomatsko nižjo. Recimo, ker pa če jaz zbolim, če se ne počutim dobro, če sem potegnjena, tako bom rekla, vase, takrat bom veliko manj prispevala tako za svoje delo, kot tudi v kolektiv, tudi za sodelavce, manjša verjetnost, da bom komu pomagala in tako naprej.
Veliko raziskav tudi povezuje zadovoljstvo z uspešnostjo, torej, če sem jaz delovnem mestu zadovoljna, bom bolj uspešna. Zelo se mi zdi pomembno, da se res zavedamo, da pozitivno razpoloženje, čustvovanja vodijo posameznika zaposlenega na razmišljanje, čustvovanje in pa vedenje, ki spodbuja, da verjamejo, da so nekaj sposobni, verjamejo, da so dobri in se potem tudi upajo nekaj narediti. Torej, avtomatsko se njihova samopodoba, samozavest zvišuje in to je za delodajalca in za posameznika izjemno, izjemno pomembno. Torej, mi želimo imeti v organizacijah ljudi, ki bojo samostojno stali za svojim delom, se bojo želeli v njega vključevati, zato da bomo mogli ves čas kontrolirati, ali je nekaj bilo narejeno ali ni bilo, torej, da bojo tudi odgovorni in bojo rekli, lej, tole jaz lahko naredim. Mi želimo tudi proaktivne zaposlene, ne takih, ki je treba jih ves čas nadzirati, ker točno vemo, kaj se je zgodilo zadnje leto. Delali so ljudje večinoma od doma. Kako naj jaz nekoga nadzorujem, da bo doma res delal dobro? Če jaz prej s tem človekom nisem zgradila dobrega odnosa, bom imela zdaj, oziroma so imeli zdaj s tem res težave. Torej, gremo malo bolj pogledati. Vpliv dobrega počutja. Ja, predvsem je zelo povezano to z uspešnostjo, čisto konkretno z delovnimi nalogami. Potem je tudi zelo povezano z organizacijsko klimo in kulturo. A veste, tako mi je zanimivo, zelo pogosto predavam tudi komunikacijo in konflikte. In kaj ugotovimo? Navadno ugotovimo, da v organizacijah, kjer so uspešni, imamo manj konfliktov. In zdaj jaz dejansko lahko s tem skrbjo za zaposlene, za dobro počutje, vplivam na to, da so uspešni in dejansko se ne rabim ukvarjati z upravljanjem konfliktov. To recimo lahko ima veliko posledic. Seveda, pozitivno korelacijo z samopodobo in pa samozavestjo smo pa že tudi prej omenili. Rada bi tudi poudarila, da recimo raziskava iz 1978. leta, torej to mi skoraj že 50 let vemo, torej, da je dobro počutje za posameznika res zanimivo. In to, da dobro počutje ali pa wellness ne spada na delovno mesto, v delovno okolje, pač je res zastarel mit. Kaj si potem mi na osnovi wellness, na osnovi korporativnega wellnessa želimo? Ja, želimo si to, da bi se ljudje navadili tako živeti ves čas, ne zgolj samo v času, ko so v delovnem okolju. Ker smo zelo videli, da prihajajo situacije, ko mi ne moremo vplivati. In kaj mi želimo? Ja, želimo, da človek osvoji to navado, ki je za njega dobra. In takrat govorimo, da imamo mi nek življenjski slog. Kaj to pomeni? Ja, da imamo frekventno, daljše časovno obdobje neke navade, neko obnašanje, neko vedenje posameznika, ki pozitivno vpliva na ali A, če govorimo o zdravem življenjskem slogu, na njegovo zdravje, ali B, recimo, če želimo razmišljati o dobrem počutju, o wellness življenjskem slogu. Mogoče bi zelo hitro omenila tukaj še C, tretji življenjski slog, in to je tako imenovan sedeč življenjski slog, ki je pa navadno vsiljen zelo veliki večini ljudi, čist iz preprostega razloga, ker imamo zelo veliko delovnih obveznosti danes, ki jih moramo opravljati sede. In poleg tega se mi dostikrat ne zavedamo, da ogromno časa, ki je tako imenovano nestrukturiran, tudi presedimo. Naprimer, ko mi moramo nekam iti, se usedemo v avto, ko mi, ne vem, pojemo kosilo, navadno sedimo. Tudi v počitku ali pa v času, ko želim nekaj razmisliti, se pogosto usedem, recimo, ne vem, na sedežno, kamorkoli. Seveda so pa posamezniki, ki pa reče, ne, jaz pa rabim nekaj premisliti, pa grem na sprehod. In to recimo je neka osvojena navada zdravega življenjskega sloga. Zdaj lahko so taki po naravi, kar je super in to potem ohranjamo, lahko pa vam to ni tako blizu, zato je pač treba tukaj malo podpore, da se ena taka navada osvoji. Če govorimo zdaj o različnih življenjskih slogih, bi mogoče izpostavila, da imamo različne. Imamo lahko
individualni življenjski slog, torej posameznika, imamo lahko zdrav življenjski slog ali pa velni življenjski slog družine, torej vsi posamezniki družine, ali pa organizacija. Torej posameznik lahko sam skrbi ali pa v okviru neke večje skupnosti. Torej, kaj je značilno, če zdaj se konkretno osredotočim na velni življenjski slog, je to, da prav gotovo mi skrbimo za zdravje, torej, ampak jaz ne skrbim samo za zdravje, ker so ugotovili, da če se jaz zelo dobro počutim, je veliko manjša verjetnost, da bom jaz zbolela. In zaradi tega je že v bistvu skrb za dobro počutje preventive za zdravje posameznika. Vendar v velnem življenjskem slogu gremo še malo bolj naprej, malo raziskujemo sami sebe, malo odkrivamo vzroke naših vedenj, naših čustovanj in gremo v procese osebne rasti. Včasih tudi v iskanje sreče, včasih tudi v iskanje smisla, namena človeka, vse to, kar mu daje nek globlji občutek, da sem jaz srečna, zadovoljna. Torej, gremo malo bolj v globine duševnosti posameznika in iščemo, zakaj je to pomembno z vidika delovnega okolja. Zato, ker mi navadno delamo v nekih tako imenovanih poklicih in je zelo pomembno za uspešnost v teh poklicih, če se za to čutimo poklicani. In to lahko z nekim tem procesom tudi ugotovimo. In zelo pomembno se mi zdi pa tudi zadnja alineja, ki pravi, da sprejemamo sami sebe, ne glede na to, kaj odkrijemo, moramo reči, ok, to sem jaz, ok, je tudi tako. In sledimo temu, ne da prihaja do zanikanja. Če pogledamo še malo bolj natančno, zakaj se v podjetjih ukvarjajo z dobrim počutjem, tukaj imam navedenih kar nekaj raziskav, mogoče izpostavim samo najbolj pomembnejše. Torej, če se dobro počutim, se bom bolj povezovala z ostalimi ljudmi. Večja verjetnost je, da bom imela tudi boljše ocene svojih nadrejenih in posledično seveda tudi boljšo plačo. Zanimivo je, da bom tudi lažje pomagala svojim sodelavcem in kar se mi zdi še posebej vredno, da izpostavim, je tudi to, da ko bom jaz sama imela težavo, je večja verjetnost, da bom prosila za pomoč. Ker zelo pogosto se dogaja, da ljudje res težko prosijo za pomoč, no, ugotovili so, da posamezniki, ki se dobro počutijo, lažje prosijo za pomoč. Večji občutek imam tudi jaz, da obvladujem neke situacije. To pomeni, da sem avtomatsko manj dovzetna za stres. Seveda, govorimo tudi o zelo dobri povezavi z uspešnostjo organizacije in pa seveda, če govorim zdaj o mogoče zadnjem letu, pa čeprav je bila raziskava Dinarja in Seligmana narejena že 2002, vseeno izpostavlja, manj razmišljanja o samomorih in pa tudi vedenja te vrste. Mogoče res ni bilo toliko samomorov, samo prav gotovo je bilo zelo veliko povečanje depresije in pa anksiozni stan v zadnjem obdobju. Cilj korporativnega wellnessa je torej ozaveščati ljudi, kako se počutijo, kako to njihovo počutje vpliva na njihovo delo, kako vpliva na njihove sodelavce, kako vpliva na njih same. Ko to ugotovim, ko to ozavestimo, lahko potem gremo tudi na to, da posameznik zna svoje dobro počutje tudi upravljati, ker ga razume, ker vidi, kakšen vpliv ima. Zdaj, tukaj je zelo na kratko opisan proces, kako se nek korporativni wellness program pripravlja, zelo je odvisno od vsake organizacije. Mogoče je še ena stvar, ki bi jo res rada izpostavila, in to je, da vedno, ko že imamo oblikovan korporativni wellness program, pregledamo primernost le-tega. In to primernost pogledamo iz 4 različnih področij. Prvo je, kako bojo to sprejeli sodelavci, ali jim bo prijetno, ali jim bo neprijetno. Zdaj, če jaz rečem, zdaj gremo pa vsi na zdravo prehrano pa na hujšanje, nisem prepričana, če bo vsem prijetno. Potem drugo je, kako bojo na to gledale stranke. Tretja zadeva, ki je tudi zelo pomembna, je, kako bojo na to gledali poslovni partnerji in seveda tudi širša javnost. Najbolj pomembna stvar, ki pa je pa to, kako mi korporativni wellness program skomuniciramo. Navadno je zelo pomembno o tem čim več
z zaposlenimi govoriti in jih tudi vključevati v oblikovanje korporativnega wellness programa. Če to ne naredimo, vsi ljudje informacije razlagajo po svoje in navadno vsi informacije, ki so skrite, razlagajo v negativo, ker ljudje verjamemo, če bi bilo nekaj dobrega, bi mi povedali. Torej, tukaj je res transparentna komunikacija izjemno pomembna. Izpostavila bi še tudi eno zadevo, kdaj se odločamo za skupinsko vsebine, kdaj se osredotočamo na individualne vsebine. Skupinske vsebine vedno izbiramo takrat, kadar imamo širše okolje in neke pozitivne efekte. Recimo, če imamo neke delavnice o osebnem razvoju, če imamo neko telesno vadbo, pa se malo podružimo, je to fajn in takrat se odločimo za skupinsko. Individualno pa takrat, kadar je posameznik tako lahko zelo težko. Recimo, če jaz rečem od jutra naprej, pa noben več organizacije ne bo kadil, bomo mi dali neko podporo za to, da se boste odvadili od kajenja, prav gotovo ne bo nobenega efekta. Torej, je tukaj pa nujno, da reče organizacija, evo, posamezniki, ki so za to odločili, se lahko obrnete na nas, pa imamo za vas podporo. Potem je še ena posebna zadeva in to je, kaj se vse dogajalo v času v času epidemije, da je bila res skrb za zaposlene tukaj, pa če primerjam recimo z krizo okrog 2009-2010, ko je bilo ogromno prezentizma, ga v tem času tukaj res ni bilo. Čim se je nekdo slabo počutil, sem rekla, ostani doma, ne rabiš delati. Ta odnos delodajalcev do zaposlenih se je izjemno spremenil. Upoštevali so se odloki, upoštevali so se bolniške. Res, ker se mi zdi, da skrb za dobro počutje in za zdravje zaposlenih je bila tukaj res zelo lepo izpostavljena. Pojavljala se je tudi izjemno obsežno še ena tema in to je, da smo se ogromno pogovarjali o ravnotežju med delom in zasebnim življenjem, ker se mi zdi, da delati v domačem okolju je zares zahtevno. Jaz si želim, da bomo naslednjo konferenco zaključili takole v krogu z vami vsemi v živo in bomo lahko še tudi kakšno rekli na 4 oziroma več oči. Tako da, hvala lepa, da vam predajam besedo naprej kolegici Brigiti.